Ta dogodek je prav na veliko noč, čeprav smo ga slišali drugi dan, po veliki noči. Prav na veliko noč se je to zgodilo, verjetno v popoldanskem času, kjer evangelist poroča, da je potem, ko so nekaj časa hodili, se dan že nagnil proti večeru. Se pravi, včeraj popoldan. In če je velika noč dopoldne zjutraj zaznamovana znakico, vse nekaj teče, vojaki tečejo, bežijo, strah jih je ne razumejo, žene tečejo nazaj, dva učenca tečeta k vodu, zdaj popoldne na veliko noč pa se malo umiri. Stvar se upočasni, tudi v človeškem življenju so trenutki naglice, napetosti, potem pa te stvari malo se vnese. Tako daleč se je umirila zadeva, pravi evangelist, da sta žalostna obstala. Dva človeka sta obstala. Ko se v življenju pričakovanja, upanja, želje ne uresničijo, človek lahko ostane. Sploh ne gre več nikamor naprej, ker toliko truda, napora, prizadevanja prepreje, toliko molitev, lahko skozi leta in leta, pa ni razlike, lahko še slabše. Človek obstane. In ta dva sta obstala in Jezus vpraša, kaj se je zgodilo. Jezus vpraša človeka ali mene, kaj se ti je zgodilo. In takrat sta povedala in sta rekla, glejte, kako je. Jezus je bil prerok. Jezus je bil mogočen v dejanju. Jezus je bil mogočen v besedi. Se pravi, poznala sta čudeže, poznala sta Jezusovo besedo, imela sta ga za preroka, to pomeni človeka, ki pove resnico in živi resnico. In je umrl. Vse to sta povedala, več pa ne. A mislite, da kaj manjka? Potrebno je bilo, da je Jezus vprašal, kaj se je zgodilo. Mene tudi sprašuje, pa ne tem znam povedati v življenju, kaj se ti je zgodilo. Takrat, kadar je hudo, vse takrat, ko lepo te stvari tečejo, tega vprašanja ne potrebujem. Kaj se ti je zgodilo? Povem stvari, ki jih razumem, povem stvari, ki jih čutim, prepoznam, več od tega pa ne morem povedati, ker več kot to nimam. In Jezus, ko pride do konca, ko človek pride do konca v svojem življenju, takrat začne hoditi z Bogom. Prej hodim sam, ker zmorem, prej hodim sam, ker znam, ker se odločam, ker imam možnost se odločati. Ko pridem do konca, začne Bog hoditi z menoj, pa dosti tega sploh ne vem. Ista žalost, isti obup, ista stiska, isto razočaranje, ista bolečina. Pa ne vem, da Bog hodi z menoj, ampak blagor tema dvema človekoma, da sta na koncu rekla, ostani z nami. Blagor. Če te besedi ne bi rekla, kaj bi bilo z njima. Če predstavljati se kaj bi šla njuna življenjska pot. In Jezus takoj sprejme povabilo človeka. Ni tukaj vprašanja, časa, da bi še kakšna stvar bila vmes, je tam. In na koncu beseda. Odprle so se jim oči in sta ga spoznali.
več kot to ni zapisano, ker verjetno več kot to se ne da s črko in z besedo zapisati. Sam pa čutim, da v besedi, da sta ga spoznala, sta ta dva človeka prepoznala Jezusa ne kot samo proroka, ne samo kot nekoga, ki ima močno besedo, celo čudeže lahko dela, ampak sta ga prepoznala kot Boga. To je pa bistvena razlika. Biti prerok z močno besedo, z neverjetnimi dejanji, to niso nobene razlike. To je vse nekaj isto. Ampak prepoznati Jezusa kot Boga je pa strašanska razlika. Čisto nekaj drugega. To sta prepoznala in to je bilo potrebno za ljuno življenje v prihodnosti. V tistem trenutku, ko sta Jezusa prepoznala kot Boga, se pa začela naglica. Hitenje, ampak drugačno od tistega jutrinega. To je bilo pa to, da človek ne more ostati s to resnico, s tem spoznanjem, s tem življenjem sam. Potrebno je povedati in sta šla. In sta povedala, da to in to se zgodilo. Sam ne vem, kako sta hitela, kako sta prepovedovala in slišala sta tudi od drugih ljudi. A veste, tudi nam se je zgodilo to in to. To je pa tako občestvo, krepitev drug z drugim. Pa veste, da je bilo drugačno srečanje z Marijo Magdaleno in Jezusom, drugačno srečanje s Petrom in Jezusom, drugačno srečanje teh učencev in Jezusa. Vsak človek sreča Boga na svoj način. Na način, na katerega niti ne pričakuje, ampak Bog ve, da je pravilen. Ampak skupaj vsa ta srečanja imajo eno skupno stvar, to je srečanje med človekom in Bogom. In to je velika moč. Srečanje med človekom in Bogom in spoznanje, Jezus Kristus je moj odrešenik, je naš odrešenik. In imam res srčno željo, da bi ljudje to spoznali, da bi tudi mi to močno čutili. In ko človek to čuti in spozna, potem je tudi pogled na življenje drugačen. In ni tista beseda obupa, mi pa smo upali, pa se vse podarilo. Ampak ostane upanje, ki ne razočara. Zato, ker Jezus Kristus, ki je Bog, daje to človeku to polnost, kar je vredno človeka. Že na tem svetu hodi z nami, ob nas,